Drage gledalke, dragi gledalci YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma, drage poslušalke, poslušalci našega podcasta, lepo pozdravljeni. Z vami sem ponovno Peter Mikša in pred nami je nova zgodba, nova epizoda iz serije Stebri slovenskega alpinizma. To je, kot že dobro veste, serija pogovorov z ljudmi, ki so pomembno prispevali k trdnosti, lahko rečemo, in veličini današnje mogočne hiše slovenskega alpinizma. Torej, pogovori s tistimi, ki izstopajo zaradi svojih dosežkov, predanosti in dela, s katerim so bogatili in močno zaznamovali naš skupni plezalni prostor in našo skupno plezalno zgodovino. Tokrat smo čisto ob slovensko-italijanski meji, torej smo v Kanalski dolini, natančneje smo na italijanski strani pri mejnem prehodu Rateče pod severnimi osteni Mangarta in njemu sosednjih sten. Pri Belopeških jezerih smo v domu našega sogovornika. Z nami je Roman Benet, alpinist, ki ga lahko brez pretiravanja imenujemo slovenski himalajski rekorder. Roman prihaja iz Bele peči, torej to je Lagi di Fužine, torej iz vasi blizu Rateč, ki jo je meje so zelo fluidne in vemo, pred stoletjem odtrgala od matične domovine. Je torej zamejski Slovenec, ki se je rodil, torej smo prav na domačiji slovenskima staršema in se vse življenje čutil del slovenskega naroda, čeprav je imel dolga leta le italijansko državljanstvo. V začetku leta 2018, 5. januarja, Res, ja. Pa je s ponosom prejel tudi uradno slovensko državljanstvo. Čeprav je deloval predvsem v italijanskih alpinističnih krogih, pa ne zgolj, je z vzponi v Julijcih, z navezami, torej v navezah s slovenskimi soplezalci in predvsem s svojo izjemno himalajsko zgodbo pustil močan pečat tudi v slovenskem alpinizmu. Roman je že zelo mlad plezal za tiste čase, zelo zahtevne smeri, naprimer že 79. leta z Gracijanom Wörichom, je prav? Ja. Piusjevo smer v malem koritniškem Mangartu z razlogom, ker je to v bistvu le stena, ki je dober streljaj v stran od njegove rodne hiše. Torej, s istim soplezalcem je plezal več kot 5 let na začetku, kasneje pa večino svojih vzponov opravil skupaj z ženo, italijansko znano alpinistko Nives Meroji. Posebej sta se kasneje posvetila lednemu in kombiniranemu plezanju ter med letoma 1985 in 2005 opravila številne zahtevne smeri, vzpone okoli Mont Blana, v Julijcih in v bistvu še marsikje drugje. Preizkusila sta se tudi v Andih, Pamirju in drugih gorstvih sveta. Vse to lahko rečemo, da je bil temelj kasnejše velike himalajske zgodbe. Roman je skupaj z že omenjeno življenjsko in plezalno sopotnico Nives kot prvi zakonski par na svetu osvojil vseh 14 osemtisočakov. Kot edini Slovenec ima torej 14 osemtisočakov in to, pozor, brez uporabe dodatnega kisika ter pogosto v majhnih samostojnih navezah brez višinskih nosačev. Med njunimi dosežki posebej izstopa himalajska trilogija iz leta 2003, ko sta v 20 dneh stala na vrhovih Broadpeaka, Gasherbrum 1 in Gasherbrum 2, pa seveda tudi dramatična preizkušnja na Kanchenjungi leta 2009, ki jo je zaznamovala Romanova huda bolezen in potem dolgo okrevanje. Prav to obdobje, prepleteno z njunim partnerstvom in z ljubeznijo, je Nives potem ganljivo opisala v knjigi Ne pustite čakati. V plezalskih krogih Romana mnogi poznajo tudi po vzdevku Medved. Bomo še na kratko, če je to povezano s kakšnimi plezalnimi prigodami ali ne, eno vprašanje, ki sledi.
Roman je bil širši slovenski javnosti, torej širši združbi plezalcev, od prekmurskih ravnic do Jadranskega morja in vse, kar je vmes. Lahko rečemo prvič bolj konkretno predstavljen v neki zgodovinskem pregledu v knjigi Zgodovina slovenskega alpinizma, ki sva jo leta 2013 izdala skupaj z Urbanom Golobom in ga takrat že predstavila kot Slovenca z največ 8000. Takrat je dobil tudi častno mesto v knjigi med tako imenovanimi stebri, ki je na nek način ideja teh naših pogovorov. Moram reči, da sem na to zelo ponosen, da smo takrat Romana prikazali tudi mogoče tistim, ki se v alpinizem ne poznajo toliko ali pa nimajo vedno vseh informacij na kupu. Hvaležen sem, ker se je Roman odzval tudi danes mojemu povabilu, oziroma ne mojemu povabilu, ampak moji prošnji, ker me gosti pri sebi na domu. Torej, prisluhnimo sedaj zgodbi, izjemni zgodbi, plezalni in življenjski Romana Beneta. Torej, Roman, lepo pozdravljen. Pozdravljen. Ja, hvala še enkrat za to možnost, da v bistvu se pogovarjam s tabo. Prepričan sem, da bojo naši poslušalci uživali v tem, ker imaš res veliko zapovedati. Če izvzamemo vse drugo, pa rečemo samo teh že 14 000 je izjemno, ampak zraven tega je še veliko drugih vzponov, predvsem pa ta vajna skupna zgodba, tvoja zgodba in tako naprej. Gremo kronološko, kot že poslušalci, gledalci poznajo. Vprašanje, torej, kje in kdaj si prvič začel plezati? Vprašanje, ki sem ga postavljal, ki sem si ga zapisal doma, je, torej, zakaj prav tam? Ko sem prišel k Romanu domov, mi je bilo jasno, zakaj je na nek način prišel v svet alpinizma, ker v bistvu tukaj zelo blizu naju lepo se svetijo stene Mangarta, malega koritniškega Mangarta in vseh sten okrog. Torej, vprašanje, ki niti ni vprašanje, ki je dokaj logično, torej, kako si prišel v svet alpinizma? Enostavno, moram reči, tukaj si videl, smo samostojni, druge hiš ni okrog in sem imel prijatelja in sva se igrala tukaj okrog, drugih ni veliko ljudi in edina stvar, ki delaš za igrati se, rečemo, ker smo mladi, smo se igrali okrog po gozdu, je bilo iti v gozd, pogledati gor in to pa je šlo sproti, je zmeraj bil naprej, sva bila radovedna in s tem prijateljem sva počasi šla gor do prvih skal, poj malo više, dokler se je videlo na ono stran. Meni je zmeraj zanimalo, kaj je na one stran enega vrha. In to še danes, moram reči, to me še danes zelo zanima. In to je bilo naravno to, druge stvari niso bile za delati. Mi smo bili kmeti, tukaj je bila kmetija, smo se ukvarjali z živalmi in senom poleti, in ker je bil prosti čas, moji starši so delali, mi dva sva pa ušla iz hiše, pa kar danes bi bilo nemogoče, ne bi poklicali policijo, kaj takšnega, sigurno. Takrat smo bili veliko bolj prosti in moram reči, da tudi starši so precej zaupali na nas. Malo preveč včasih tudi. Torej, v bistvu si se učil v stenah, nisi šel kako plezalno šolo, ki je tu v bližini, ampak si na nek način samouk, ali kako? Samouk. Moram reči, da je bilo zelo čudno, ker tukaj ni bilo, potem sem odkril kasneje, da je bil en alpinistični klep tu v Trbižu. Samo je bilo prevoza, ni bilo, je bilo težko zraven presti in moram reči, da prav s tem prijateljem Graciano sva začela skupaj hoditi in sva se mogla izmisliti, kako se gre tudi gore. Jaz sem imel eno staro slovenski, moram reči, ne vodnik, en plezalni, ena stara knjiga letih 50, ker so bile not slike, tako se pleza, priročnik. Ja. Zelo star, in tam sva malo gledala te slike in sva poskušala
narediti samo isto, kar je bilo tam narisano. In lažjih sten ni bilo tukaj. Ne? In jaz sem imel priliko, ko sem šel v šolo v Videm in tam sem prišel v eno skupino, ki so se odpravljali v Ande, sem imel 17 let. In ne vem, sploh se ne spominjam, tako sem prišel not v ta skupina in sem rekel, jaz bi ročil enkrat pogledat malo ven, samo to je bilo še takrat nemogoče, ne, denarja ni bilo. In oni so rekli, ma pejď z nami tako, ne, boš imel, ker gremo na odpravo, to je bilo junija, jaz bi dopolnil 18 let aprila, imaš 18 let, ni treba sploh, da ti starši dajo dovoljenje, greš pogledat dol, znam, ne, in jaz sem rekel jaz, brez da bi, nisem imel pojma, ki bi ta denar dobil, to za mene je bilo nemogoče dobiti tog denarja. Jaz sem pa doma to povedal, oni so rekli takoj sploh ne. Samo pa sem jih tako pripravil, da so mi malo pomagali, saj sem rekel, grem samo z njim malo hoditi, malo pogledati. In veliko so mi pomagali v šoli, jaz sem imel velika tehnična šola, je bilo, približno nas je bilo 1600 učencev. In so mi takrat priporočili, da bi naredili ta razglednice in da bi prodal razglednice in poj poslal z Peruja, poslal razglednice štempeljem. In tako je bilo in skoraj vsi so kupili ta razglednico in so si 90% plačal odprava s ta prodaja razglednice. In sem odšel, brez noben znanja alpinizma. S 18 leti si torej bil že v Andih. Ja. In tehnično prav nič. Material mi je posodil moj bratranc, Tomaž Kavar, ki je mal nadaleč bratranca, samo on mi je tudi mal povedal alpinizmu. In jaz sem že poznal mal material in mi je priskrbel materijala od Dovžana, ki je bil na Makaluju. Tako, Mojstrančanov, Zdovje, Dovžan, ja. In so me oblekli, vse imel malo preveliko, samo tako sem šel. In smo prišli dol, za mene fizično sem bil dober, zmeraj sem se dobro počutil v višini. In tudi tam takrat so še opremljali smeri z vrvi in enkrat so me poslali s prijateljem gor, smo opremljali skoraj 1000 metrov stene. In se mi je zdelo lahko. In sem rekel, to moramo pa še ponoviti. Samo poj ni bilo tako lahko. To je bilo ena izkušnja, poj sem začel delati. Sem pa prišel domov in s prijateljem, poj sva pa rekla, plezati ni tako težko, greva pa plezati kam. Od peš od doma, edina možnost je bil Mangart in sva naredila prva ponovitev Piusiva Bulfon v koritniškem Mangartu. In sva se dobro dobila. Oba sva dobro plezala, ven prišla malo pozno, ker sva šla pozno doma, pozno pod steno. Je bila tema in starši so poklicali reševalno. Ja. In sva se vračala v temi dol pa Via della Vita, ki je ta ferata. Jaz sem videl v dolini ene lučke in to sem rekel, to so pa za nas. Ne. In so bili res za nas. Kako opremo sta pa imela takrat, torej čelade, pasovi? Čelade nič, pasove, ja, sva kupila en pas, takrat so bili samo en pas, normalen pas, ena vrv 30-metrska, sploh ne vem, koliko je bila stara, ki je en drug prijatelj posodil, 4 kline se spomnim, to se pravi, da je bilo samo en štant na en klinu, zato ker ga pa se je rabil na drugem štantu in 2 sva rabila za vmes. In to je bilo vse. Skoraj sva na frej plezala. Ne. Torej, ko si začenjal plezati, na nek način si poznal to že alpinizem, alpiniste, ne omenjaš Dovžana iz jugoslovansko zgodbo Makalu in tako naprej. Ko si začenjal poznal te že odpravarje naše uspehe, 8000 in tako naprej? Ja, zato, ker veliko odprav, ki so bili, osebno jih nisem, jaz sem bil še zelo mlad, ki so tukaj puščali material in poj so čez mejo skrivš nosili zaradi carine. Ne. In jaz sem že videl, je bilo v sobi spodaj, so bili te... Prav pri vas tudi? Pri nas, ja, tukaj. In poj moji starši pa počas so pa zvozili do Rateč in poj so prišli na ono stran
po njo. In jaz sem videl te velike gojzarje, sem videl vrvi, sem videl nahrbtnike. Začetka nisem sploh vedel, zakaj se gre to. In potem pa počasi sem začel spraševati, me to zelo navdušilo. Sploh ta način velike odprave in potovanja, to me zmeraj zanimalo. Več kot sam plezanje. No. Prej smo se pogovarjali, kolikrat si bil v Himalaji in Karakorumu? Približno 30krat, ne vem, bi mogel prešteti, ma vem, da Nives je bolj natančna na to, sigurno ve. Bomo potem bolj podrobno o tej himalajski oziroma zgodbi 8000-čakov, ampak gremo torej kronološko naprej. Zraven te zgodbe, zelo zgodnje, torej 79. leta tule v Malem Koritniškem, ki si jo že omenil, se spomniš mogoče še kakšne prigode iz tistega časa, ko je bila zanimiva ali pa je bilo fajn plezanje ali kaj takega? Ja, kot sem povedal, za nekaj časa je bilo težko plezati, dokler nismo prišli do enega mopeda, kaj takšnega, in smo odkrili, da obstaja en drug svet, še ne samo Mangart, in smo odkrili tukaj, se imenuje Bele vode, kjer so lažje smeri na sončne strani, krajše, do 4. stopnje, nekaj takšnega. In tam smo uživali smo bili vsak konec tedna, ali ker smo imeli čas, smo šli plezati. Smo šli zvečer, tam je Koča Brunner, smo tam prespali, zjutraj smo si. In smo bili dobra skupina, s drugim prijateljem smo bili 4-5 ljudi. In smo preplezali, moram reči, vse smeri tam v okolju. Torej, tvoji prvi soplezalci so bili Graciano, ki Graciano, ja, poi Angelo, ki je bil tudi tukaj iz Bele peči, in pa Gerard, to smo bili mi 4, ki smo se menjali in skupaj plezali. Poi pa počas pa v Udinah, ker sem šel v šolo, sem pa spoznal Nives, ki je stanovala z mojo sestro, ki se je tudi učila dol. In sem odkril, da gre v gore. Tudi da je že nekaj plezala, ona je pa bila zmeraj bolj tehnična kot jaz. Je znala vse, tako se zaveže, tako so vse manevre za stojišča, pa tako se zabijajo klini. In sem rekel, to moram pa izkoristiti. Začetka kot prijatelja sva začela skupaj plezati. Jaz sem dobro plezal, zelo slabo tehniko, moram reči. Ona je bila pa zelo bolj tehnična in me je veliko naučila, kar se tiče tehnike. In sva ratala dobra naveza. Medtem sem pa plezal za tudi težje smeri, Gildo Zanderigo, Roberto Macilis, v Mangartu, severne steni, kjer smo veliko ponovitev. Jaz sem skoraj vse smeri, saj klasične in ta prve smeri v Mangartu vse preplezal, nekaj z Nives. Graciano počas je odnehal, ker se je malo strašil v ena smer, enkrat se je precej prestrašil in je rekel, jaz ne bom več plezal, meni se zdi to prenevarno. In sem nadaljeval, rečemo skoraj 80% smeri z Nives. Od katerega leta? Od 85 ste že precej aktivni? Ja, ker sem imel 19-20 let, on je imel avto, svoj oče je kupil avto, to je bilo za nas. In sva začela z Dolomitom. Nives je torej se šolala v Vidmu, kjer si se šolal tudi jaz, ti. Ja. Ona je z Bergama, ne? Ona je z Bergama, samo svoj oče se je preselil v Trviž zaradi dela. Aha, tako. In so imeli hišo v Trvižu. Ja. Tako, da znamo povezati. Ja, ona je prišla zelo mlada, je imela 14 let, ker je prišla v Trbiž. Aha, torej takrat, ja, že prej sva se poznala. Ja. Na začetku, torej prva leta, kaj ti je pomenil alpinizem? To je bil šport, način življenja, je to bilo iskanje svobode, iskanje razgleda čez, si omenil, ne? Ja, moram reči, da kompletno neznanost vsega so začeli prihajati revije in kaj takšnega in se videl, da to je ogromen svet alpinizma, da se pleza povsod, celi svet, sem spoznal po knjigah alpiniste, pa to.
Samo se mi je zdelo, da so vsi zelo dobri in da jaz ne bom nobenkrat tako dober, da bi samo zraven prišel. Po Himalaju sploh mi ni prišel na glavo, razen ta izkušnja v Peruju, ki je bila samo ena in tam se je končala zaenkrat. In samo poj sva rekla z Nives, sva imela, koliko sem imela, ko sva se oženila, 27 let sem imel jaz. Sva rekla, problem, jaz sem zmeraj delal, zato ni bilo časa za misel, da bi šla na kakšno odpravo, kaj drugega. Sva pa veliko plezala po Dolomitah, pa do Šamonija, pa Courmayeur. Samo ker sva se rekla, bi šla še enkrat v Peruju, tako sem se zelo dobro dobil, pa greva, ne samo tako greva, nimava dopusta dost, nimava denarja. In sva rekla, se oženiva, tako imava 2 tedna dopusta, 2 tedna ti dajo za oženitev in to 1 mesec je dost za Peru in namesto da dajo darile, denar, da se kupa karte in stroške za Peru. In tako sva šla. In sva naredila 6.000 v Peruju in sva pomislila, da je res lepo potovati po svetu in da to bi bilo najni cilj. Nisva imela cilje kot vrhove, ma cilj samo za potovanje in plezati okrog po svetu. In sva delala celo leto in potem sva začela shranjati denar, da sva ga dala sva mislila vsaj enkrat na leto, da bi šla kam. In potem malo sreče zraven sva spoznala en fajmešter z Bologne, Don Bergamaschi, ki je naj povabil na K2, na severno stran. On je bil zelo izkušen, ni bil alpinist, samo je organiziral odprave, alpinistične odprave, zelo nepopularne, rečemo, gore ja, samo ne normalne smeri, zmeraj nekaj novega in je rekel, mi gremo proti K2 na severno stran, če hočete priti z nama, nekaj denarja bomo mi preskrbeli, nekaj dodasta vidva in smo odpotovali. In to je bil prvi poskus na 8.000. In tudi tam s prijateljem smo spoznali te prijatelje z Bologna, pa nekaj jih je bilo z Bergamo. In je bilo ena od najlepših odprav, ki smo do zdaj naredili, ki smo bili navdušeni, ta potovanje na severne stranke je nekaj odličnega, greš s kamelami v puščavo, je zelo dolgo, približanje stene, zelo dolga, naporna, nismo imeli nosačev in zato do baze smo mogli nositi ves material na ledeniku 25 km sami. In ker smo ustvarili bazni tabor, to je bil že, jaz bi rekel že, da smo bili veseli, da smo do tam prišli. In pa smo se podali v steno, in smo se odločili, da bi naredili novo linijo na severni steni, prav kompletni raz in še danes ni bila preplezana in ena najlepših smeri mogoče v Himalaji. In tako smo se dobili na 8.450 metrov. In tam je bil en stebr in nismo imeli dosti materijala, da bi ga preplezali in smo se vrnili. To je bil prva izkušnja, samo dan je bil perfektno, nismo bili zmatrani, kar je mogoče reči, na 8.000 si zmeraj nekaj zmatran, smo bili v zelo dobri formi in smo rekli, da imamo možnosti. Kot pravi Nives tudi, je bilo pa dobro, da kot prvi 8.000 mogoče na najtežjo goro, da bi osvojili takrat vrh, mogoče bi se malo preveč mislili, da smo zelo močni. In je prav, da je nas gora ustavila in da je treba razmišljati prej malo načrta imeti, ne samo z nizko glavo pa v steno. Torej prva odprava na 8.000 pride že čez 8.000, višino na 8.000, ugotoviš, da ti to ustreza, kako? Torej, ta višina ti je ustrezala, kot fizično si že omenil. Jaz in tudi Nives sva zelo bila v dobre formi, nobena težava, zato ko vsi so govorili to.
Ne sem bil navajen te filme, ki so bili vse umrzljeni, vse izčrpani. Mi dva, ja, si zmatran, to je sigurno, ni lahko. Samo sva ugotovila, da to je najni svet. Ja, višina, in ko sem prej povedal, kar vidiš od 8000 metrov, je nekaj edinega. Ne? Tu torej pride potem želja, da poskusite še na enem 8000 in potem se začne ta pot. Kdaj pride ideja, da bo ta probala, ne vem, a je bil že v štartu cilj 14krat? Nobenkrat. Ne, nobenkrat. Do ta zadnjega naj nobenkrat ni zanimalo, rečemo v sanjah. Ja, ma ne kot projekt, ker nisva imela nobenkrat sponsorje in zato nisva mogla narediti en projekt ta leta, pomlad, ta gora, jesen eno drugo. Mi dva sva delala obratno, mi dva sva nabirala celo leto denar, malo sponsorjev, zelo malo, in ker sva imela denar, sva odločila, odvisno koliko sva imela denar, katero smer greva delati in kjer je vrh. Sva bila tudi v Indiji, medtem, ki je malo cenejš bilo, poskusila sva nove smeri, sploh smo bili 3krat na severni strani Karakoruma, v Sikjangu, na Gašenbrun 2, K2 smo še enkrat poskusila na severne strani, samo ni bilo uspeha zaradi vremena takrat. In zato, če bi imela ta misel za 14, 8000, bi šla samo zmeri na normalne smeri in poskusila to mogoče, sploh, ker je bila Nives malo bolj znana, so jo poznali, je imela malo več sponsorjev za njo. Mi dva sva, v ene hiši sva se mogla razdeliti isti denar med dva. Če bi ona sama plezala in da bi najela, ne vem, enega šerpa, ne bi imela problemov usvojiti v zelo malem kratkem času. Ja, seveda. Samo zato pravim, to nobenkrat ni bil. Ja, sploh v tistem času, ko je bilo prva ženska 14-8000 v tej igri, ki je bila dolgo časa, dokler se potem ne zgodi tudi tvoja bolezen. Ja, pa je prišla bolezen in tam se je končala tista stran. Zato malo tiste zadnje, ker so prišla čez 10.000, neki sponsorjev so se pojavili in se moraš prilagoditi tudi tem svetu. In moram reči, da nesreča, da sem zbolel, zato ni bila ena sreča. Ma je bilo dobro, ker sva po te bolezni sva dobila najno ta prava pot. No, to je to, ja. Vedno je nekako tako, da življenje postavi stvari na to. Torej, zanima me, kako sta pa izbirala cilje 8000? Vem, da nekateri, ko razlagajo, rečejo na začetku ali pa na koncu si pustim najtežjega, v tem smislu, ne vem, Annapurna, naprimer, ki je bolj tudi kot objektivno nevarna gora, pa si jo pustijo, ali pa jo na začetku dajo, da potem odkljukajo in grejo. Sta imela tako malo bolj sistematično postavljene zadeve? Malo mogoče, ja. Največ pa naj je privlačila zgodovina te gore. Super. Zgodovina in smeri, kdo je preplezal, tako se pleza. Kot si ti povedal zdaj, najprej eden bi rad, da bi najlaže splezal, pa nazadnje pa ti ostanejo. Ja. In to se je zgodilo za Annapurne. Mi dva za Annapurne sva že prej poskusila, precej let prej, zato sva tela preplezati z južne strani, sva tela preplezati Humarjeva smer. In samo tudi takrat je bilo zelo slab vreme in nama ni uspelo. In poj je nekaj časa trajalo in to je bil ta zadnji poj v resnici 8000 Annapurna. In res je, da mogoče narava se zbere sama, ker gora ti bo pustila gor. Najteže normalno stanejo na koncu, ker so najbolj teže tudi za
najbolj nevarnejše zaradi vremena, zaradi plazov in je ostala prav napolna zadnja. In moram reči, da fizično je bilo zelo najtežje, kar smo jih do zdaj preplezali. Katera odprava ti je ostala najbolj v spominu na 8000? Je bila ta K2, ki je bila prva, ki je bil zanimiv cilj? Mogoče? Vsak ima svoja zgodba. Ja, K2 rečem, da ja, na severni strani zaradi okolja sigurno, ker ga vidiš od severa, moraš reči, jaz moram poskusiti na ta goro. Je ostalo tudi lep spomin, smo se fajn dobili, ste neznani prej prijatelji in smo bili na istem nivoju, iste ideje, ist način plezanja, nobeden ni poskušal biti boljši od drugega, smo se pomagali in je bilo zelo zanimivo na tem nivoju. Kot gora pa meni je ostalo zelo, ker sva po bolezni šla na Kanchenjunga, to je nazaj na isto goro. Sem jaz se ozdravil, so mi rekli, da ne bom več mogel plezati, a saj ne bom, sigurno ne na 8000 metrov. In po 4 letih, ker sva prišla na vrh Kanchenjunge, ker se je tam vse ustavilo, za mene to je bilo en cilj. Za mene je zadostalo to v mojem življenju. Moram reči, da se hitro težave se pozabijo in navdušje se spet začelo in spet nove načrte in tako. Ja, pa če se vrnemo nazaj na prav tisto odpravo, ko si začutil, da nekaj ni v redu. Kako je izgledalo? Fizično nisi mogel nič na odpravi. Prej si se dobro počutil na višini, kot praviš. Ja, kako je bilo pa takrat? Je bilo malo čudno, ker čez 7000 metrov si zmeraj zmatran. Je normalno, se zbudiš zmatran, zjutraj hodiš si zmatran, se ustaviš si zmatran, spiš po noči in si zmatran. Samo jaz se dobro poznam, moje telo tako reagira in se skozi kontroliram, tako se počutim. In ena druga stvar se je zdelo čudno, da nisem rekel, da ni jaz ta leto zelo v formi, ali sem jaz imam nekaj problemov, zato ker ona je bila spredaj od mene in ona tlačila pot. Samo nisem slabo počutil, samo malo več zmatran kot normalno. Ker sva prišla na zadnji tabor, da bi mogla proti vrhu čez noč, sva šla od šotora in sem videl, da moja hitrost je bila, jaz sem bil zelo počasen. In sem rekel, takrat je bila še, isti dan je šla proti vrhu tudi Edurne pa Saban, Španka, in so bile oboje na 12 8000 in zato je bilo malo tekme. In sem rekel, Nives, dosti da greš zadaj za Edurne, boš prišla do vrha. Ne? In ona je rekla, lahko bi, zato pa sem ona Edurne imela zmeri šerp, polhno krog, pa vodnikov, ne bi imela nijaz problem slediti celo skupino. Ne? In ona je rekla ne, zato ker te ne vidim v formi, ne vem, kaj bo, če jaz nazaj pridem. In moram reči, da to mi je rešilo življenje, ker sva prespala tisto noč in sem se zelo hitro poslabšal. In sestop je bil, naslednji dan je bil grozen. Tudi dol ni šlo. Ne? In na Kanchenjungi, prej prideš na bazni tabor, moraš 150 metrov ena škrbina preplezati na gor. In jaz se ne spomnim, a Nives mi je povedal, da sem porabil 3 ure, da sem tiste 150 metrov preplezal gor. Ne? In je bilo zelo, zelo težko. Po baznem taborju sva poklicala, nisva imela takrat še telefona, nič s sabo. Sva vprašala en telefon, sem poklical našega prijatelja, ki je doktor. In on je rekel, da je huda anemija, nekaj takšnega, tako simptomi so bili
to in da boš, da se vrneva. In potem sva se vrnila, samo takrat ni bilo še zavarovanje, za reševanje, je bilo malo komplicirano. Nisva klicala helikopter, to je bil zelo drag, in sva šla počas peš v dolino, do prvega džipa, in je bilo grozno, ne? Zato ker dolina s Kanchenjunge so vse, ne greš dol po dolini, greš ven počez, zato greš gor 1000 metrov, dol 1000, gor 1000, dol 1000, in to za mene je bilo grozno, ne? Čisto brez moči? Brez moči. Jaz se spomnim, da se cesta pot se je premikala pred mano, ne? Sploh nisem dobro videl, kje hodim. Potem pridem domov, sem šel takoj v bolnico na kontrolo in tam sem ostal not mi niso spustili domov, sem ostal tam dol ta prvih 6 mesecev. Ne? So mi rekli, da imam ta zelo redka bolezen, ki je ta plazija. In nič, jaz sem mislil, da to se zdaj bojo dali nekaj zdravil. Zdravel, pomlad greva spet nekaj, samo začetka zdravila niso delali, eni so poskusili nove terapije, niso delovali. In so rekli, da moram narediti presad mozga, in tam se je potem začelo. Ne. In moram reči, da sem bil zelo, zelo srečen, ker v 2 mesecih so dobili mojega genijska. In sem naredil prvi presad, ni delovalo, in je bilo, takrat so rekli, kot protokol, tam bi moglo končati, zato če ne deluje presad, ni druge možnosti. In pa sem imel ta klinika, so pa rekli, če se jaz strinjam, bi poskusili nekaj novega, nekaj, ki ni bilo še na svetu poskušeno, narediti drugi presad z istega mozga, z istim fantom, in mogoče se bo kaj spremenilo. Ne? Samo je bilo zelo nevarno, ker se ne ve, če 2krat presadiš, pa ostaneš kompletno brez nobene zaščite. Ne? To bi mogel živeti v enem sobu za konec življenja. Imunski sistem pade. Imunski sistem kompletno pade. Je pa po 2 tednih, jaz sem se pa kompletno odzdravil, sem bil zelo, nisem imel moči, nič, samo sem se počutil kot novega. Ne? In v 5 mesecih jaz sem že hodil okrog po gorah, pa to. In takrat je šlo eksponencialno gor. Takrat so ti rekli, plezanje mogoče še, ampak Himalaja sploh ne, zato ker spet greš na soočenje s Kanchenjungo. Ja, sva rekla, ne, ta prvi moram reči, sva šla, ena naša prijateljica se je oženila v Piemonte, in jaz nobenkrat nisva šla, sva gre v Piemonte, sem rekel, greva pogledati na Gran Paradiso, ne, ta 4500 metrov. Nisva še bila nobenkrat, je zelo enostavno, sem mu zahoditi, greva gor pogledati, in sem videl, da nisem imel nobenega problema, ne, tako da bi bil doma. 4500 metrov, pa ne vem, če so mi povedali resnico, ne, se dobro počutim. Jesen greva pa en trekking v Nepal, pa pogledava, so se zbrala ta Mera Peak, 6400 metrov, in tam je bilo zanimivo, ker sva šla 4 zdravnikom. Vse z te klinike so rekli, te pa moramo pogledati, če res se dobro počutiš v višini. Ne? In moram reči, da tudi na 6400 metrov sem se počutil zelo dobro, to je bilo jesen. In sem rekel, ne, zdaj se bo pa pripravljena, pa gremo nazaj na Kanchenjungo. Naslednja pomlad sva šla pa na Kanchenjungo. Je bilo psihično torej naporno? Spet prideš pod to steno, spomini ali ne, ali v bistvu ne. Kako si odklopil? Jaz sem bil totalno, sem rekel, naj gre to, kar gre. Če bo pretežko, greva nazaj, brez nobenega. Nisem postavil en cilj, ker nisem vedel, kako bom reagiral v višini.
Samo moram reči, da je bilo pa zelo, Nives pravi, da sem bil dopiran, ker so mi dali ta Apple. Ne? Jaz sem 2 leta prej sem imel zelo veliko Apple. Aha, tako. To je doping. Ne? Ja, mislim, poznamo iz kolesarstva, najbolj znan, ne? Ki pomaga tudi na višini. In ker sem jaz na Kanchenjungi prehitel Nives, sem bil hitrejši od Nives, boljše forme od Nives. On je rekla, ti si pa dopiran, ne? In ti bojo vzeli še vrh. Ne vem, če je bil to ali zelo veliko navdušen na vrnitev te gore. Moram reči, da sem se zelo dobro počutil. In na vrhu, ko sva bila Nives skupaj, na vrhu moram reči, da je bil tudi ta, da lahko kličem, ta prijatelj, ki mi je daroval Moska, ne? In brez njega ne bi bil tam. 2krat mi ga podaril. Ne? To je bil prijatelj tvoj prav? Ne, spraven prijatelj, ne vem. Vem, da pride z Nemčije, da je bil fant 27 let star. Ja. Samo ne veš ime, ne veš... Ja. Če pogledamo zdaj na vseh 14 tisočakov, najbolj psihično naporen, kateri ti je bil? Psihično naporen? Vse skupaj moram reči naporna. Napurna. Kaj pa fizično? Tudi, zanimivo. Ja, ker napurna smo imeli ogromno snega, smo naredili francosko smer, ta se že ne več 10 let noben ni ponovil, ker je precej nevarna, samo je bila edina možnost, snega je pa bilo nekaj ogromno in zgoraj imaš ta Srb, ki ne veš, kaj bo spustil dol. Ne. Pa zaradi plazov tudi je bilo zelo, zelo nevarno. Normalno nismo navenkrat, ne da bi tvegali, moram reči, da je bila sigurno najnevarnejša odprava, kar smo jih naredili doslej. Kaj pa vrh, ki ti največ pomeni, je to Kanchenjunga, ker si prišel? Ja, sigurno Kanchenjunga. Alpinistično pa moram reči K2, ker smo bila tudi takrat v nesreči, smo bila srečna, ker vse odprave, tudi takrat so prišli okrog do 6500 metrov, so opremili in so rekli, da je nemogoče naprej, da razmere niso dobre. Jaz pa Nives, to ker res so bile čudne razmere, je bil močan veter, nama je od šotor, smo imeli samo en šotor in sva ga odpeljal od stene, pa sva ga dobila pod steno, sva ga malo popravila in sva rekla, lej, poskusva, dokler greva. In je bilo lepo, ker od 6500 metrov sva šla do vrha K2 brez nobene fiksne vrvi, nobene odprave okrog. In so bili na vrhu in nobeden tisti dan ni bil v celi steni K2. So bili vse v bazni tabor. In tu moram reči, da v današnjem alpinizmu to je skoraj nemogoče. Ne? Tudi se vidiš, na kaj se dogaja na Everest, na K2, na Kanchenjungi, posod ti imaš kolone ljudi. Pa brez kisika ste tole? Ja, brez kisika. Vseh 14 tisoč brez dodatnega kisika? Brez dodatnega kisika. Pri nama sva zbrala to, da je bilo tudi po poti ne sme biti kisik in to malo zaradi denarja, tudi v bazne tabore nobenkrat nisva imela kisik. Ne. To je malo pretiravano, ker se zgodi, da lahko te jedem ali kaj, samo košta in mi dva, kar sva stroške lahko odrezala, sva zmeraj odrezala. Ne. Ja, na nek način mislim, da že vem odgovor, ampak vseeno, torej plezal si po celem svetu, v skali, v ledu, snežne smeri, slapove, kopna, poletna skala, fin apnenec, dolomit, granit in tako naprej. V katerem slogu plezanja pa si se najbolj fajn počutil ali pa se najbolj fajn počutiš? Je to pač čisto preprosto Himalaja, višina ali ti še kaj drugo zelo ustreza? Ne, Himalaja, višina, sigurno. To je moj svet. Se pa tehnično moja dimenzija pa na slapovi po zimi. In
imam dober občutek na ledu in res se dobro dobim. Zdaj prihajamo na tista standardna vprašanja, ki jih dam našim stebrom. In sicer prvo, med njimi, ne, če pogledaš nazaj na svojo plezalno pot, preplezane smeri, vrhove in tako naprej, bi lahko izpostavil katerega od njih, a je to 8000 ali je to kakšna smer, tu ne vem, v tvoji domači steni Mangarta, ki ti je bila najtežja, ne po oceni, ampak najtežja zaradi kakega dogodka, nevihte, psihično in tako naprej, da lahko rečeš, to pa mi je ostalo najbolj v spominu. Lahko rečem, da ker je ogromno let nazaj že, ker sva z Nives pa z prijateljem Albertom naredili steber Pjusjev v Korintiškem Mangart po zimi. In tudi tam nismo poznali še dobro tehnika plezanja, tako se zaradi materijala pa to. In plezati po zimi v Mangartu, takrat so bile še ta prave zime. To je bila prva zimska ponovitev. Prva zimska ponovitev. Po Kazaroto, ker je preplezal Kocolinjeva zajeda. In smo bili v steni 5 dni in moram reči, da Mangart, jaz sem poskusil malo plezati po vseh stenah, vsaj v Evropi. In moram reči, da Mangart ostane najtežji način plezanja. Ne? Zelo težko varovati, je vse gladko, nimaš oprimke, kot dobiš v Dolomitah, kjer je treba, da imaš moč, ma ne tehniko. Po zimi to se pa vse rata še težje, ne? Ker je bilo zelo veliko snega v steni, samo ni bil trd sneg, kot se dogaja zadnje leta, plezaš vertikalne smeri s cepinami. Zdaj dežuje januarja, pa izmrzne in je pravi raj rata. Ne? Takrat je pa prah bil v steni, ne? In si mogel spucati vsak centimeter za 800 metrov smeri. In moram reči, da je bilo kar naporno, fizično, ma tudi psihično. Ne? Ja, tudi način plezanja je drugačen bil, kot je danes, torej danes cepini z dereze. Danes se je zelo spremenilo. Tudi po skali pleza, ne? Takrat je pa bil še pač način, a ste imeli sploh dereze na gojzarjih, verjetno? Ker je skala, se gre... Tako, in potem, pač ta način... Če danes pomisliš, če bi imel dereze 2 cepina, pa tudi ta prave cepine niso bile takrat še, ne? Zdaj so take cepine, da se lahko primeš not vsake razpoki pa to. Takrat nisi imel ideja, da tako gre to. Ne? Naslednje tehnično vprašanje. Kateri svoj vzpon, dosežek šteješ kot tisti tvoj, ki ga bi lahko rekel številka 1? Je to sploh možno? Ne vem, kot v Himalaji, odvisno, tak dan je bil tudi. Ne? Poj tehnično lahko govorimo o tehnike, o težavah, ma to so številke. In ne bi vedel, meni se zdi, da so vsi najboljši od mene. In primerjati s številkami sem videl, da je težko, ker če bi si primerjali, bi mogli vsi imeti tudi v Himalaji to isti nivoje v istem trenutku, da bi se lahko primerjali. Ja, zato je pač alpinizem res težko primerjati. In tudi podeljevanje teh nagrad, vsaj še par let nazaj, do Prezljevega tistega komentarja oziroma zavrnitve, ko je rekel, da se glih pač ne da primerjati. Ja, resnično. Je težko, ne? Težko. Če ti ponoviš eno smer, ne vem, greš v Aschenbrennerju, tukaj v Traunku, smo je ponovili nedolgo nazaj. Pa če pomisliš, zdaj greš s ta pravim plezalkami, pa material lažji, pa štrike, pa to. In rečeš, je kar težko. Ne? Tudi če plezaš, ne vem, v vrtcu, tako, ali na balvanih plezaš težko, kot številka si ogromno više, ne, od teh težav, šestica. Ne. Ker se pa doveš v teh gladkih stenah, pa pogledaš nazaj, ker imaš ta zadnja varovanja 15 metrov za sabo,
in reče, še tukaj padem, ja najmanj 40 metrov padca. In to so delali tudi takrat. Ne? In zato jaz zelo nerad govorim o težavah pa številkah, ker zelo upoštevam, kdo je pred mano plezal in tako je plezal. Ja, res je. Obstaja kakšna stena, vrh, gora, ki ni prišla na vrsto, ali si poskušal, pa je nisi preplezal, pa si na nek način še želiš. Ne? Zanimiva so odgovori, ko vprašujem te stebre. Ne? Seveda odvisno tudi od enega obdobja, v katerem so plezali. Ne? Naprimer, naši alpinisti iz 60-ih let, pa 70-ih, več ali manj vsi rečejo, nisem uspel katerega od zadnjih 3 problemov Alp, ki so bili takrat zelo popularni, preplezano. Peter pravi, da tisto linijo v Aconcagui, tisti steber si je ogledoval, pa ni prišla na vrsto in tako naprej. Ima tudi Roman Bennett še kako linijo, ki... Jaz imam, ne vem zakaj, zato bi lahko se tudi uresničila, imam ta Cassin na Grand Joras. Jaz ja nisem preplezal, je zelo znana, vsi poznajo ta smer in ne vem zakaj, pa bi si želel, samo ne vem, eno mojo želje sem šla, enkrat sva šla pod steno, takrat je bilo slabo vreme, potem pa ni bilo več prilike, življenje je polno dogodkov in se spremeni, mogoče, leta gredo gor, ne vem. Kakšna stvar pa je tudi v redu, če ostane? Ja, ni problem, ni problem. Ostane pa še druga, sigurno ne bom, a tudi zaradi politike, je pa severni raz od K2. Samo tam ne moreš več not, ne spustijo več Kitajci zaradi musulmanov pa to. In tam je zaprta area. Sploh ne vem, če bi se dalo tako naporno odpravo še enkrat, tu gre do 3 mesece in je zelo težka. Rad bi pa z mojo glavo veliko leti kasneje priste do tiste točke in pogledati, če sem zmožen to preplezati ven. Ja, v bistvu koliko vam je? 200 metrov vam je zmanjkalo? 150 metrov, ja. Ja, to je tudi vsaj meni zanimivo vprašanje. Če bi danes, po desetletjih tvojega plezalnega staža, moral izpostaviti 1, 2, 3 alpiniste, ki so tako močno vplivali na tebe, na tvoje plezanje, da lahko rečemo, da so te naredili zaradi, ne vem, njihove zgodovine plezanja, razmišljanja, načina plezanja in podobnega, koga bi na primer izpostavil, verjetno je Nives tule vmes, ki je imela tako močen vpis. Še kakšnega takole lahko? Moram reči, več alpinistov. Kar se tiče Himalaje, je zelo enostavno za mene, ker en ime zmeraj, ki mi način plezanja in etika plezanja je bil Loretan, Švicar, ker on je rekel, da nima smisla plezati na normalnih smeri na 8000 metrov, za enega alpinista. Kot da bi šel za hišo na en grič, tukaj na Višarje, rečemo za nas. In on je imel zelo fiksna etika, kar se tiče himalajizma, kisik, nosače, pa vse to. Alpiniste pa jih je veliko, sploh moram reči, moj prijatelj Gildo Zanderigo, ker sva veliko plezala skupaj, in vsa ta generacijo, moja ali malo prej od mene generacijo slovenskih alpinist, od Silvota, Petra Podgornika, vsa ta generacija, jaz jih zmeraj obožujem, ker so naredili ta prava zgodovina alpinizma. Vsi jih poznajo tudi po svetu, ma noben res ne ve, kaj so preplezali. Silve je napisal knjigo, nekaj od svojega, Franček Nec, tudi Franček je malo bolj komplicirana knjiga.
sploh za mene, ki ne obladam dobro slovensko, je bolj intimna. Ja, res je. Ja. Moram reči, da kar so oni preplezali tiste leta, še danes, če eden na ta način prepleza in tok 4-5 smeri v Triglavu, gor pa dol, v dnevu pa take stvari še danes se ne delajo. Ja, res je, ja. Težave so šle gor, so dobri alpinisti, je vse bolj tako, ne vem. Zdaj, ko si omenjal slovenske alpiniste, tudi konec koncev knjige, v katerih čakamo še Petrov, od Petra Podgornika, kakšne spomine, obljubo je, da mogoče bo kaj sestavil že pred časom, ga držimo za besedo. To me zanima, tule, torej, sploh rečemo 70. leta, ko si začenjal plezati, pa potem 80. Dobro, meja verjetno ni bila takrat več tako zelo. Kako je bilo tvoje prehajanje meje, sodelovanje s slovenskimi soplezalci? Si v Triglavu verjetno tudi kaj plezal v tistih časih. Ja. Ampak večinoma pa tule nekje okrog, torej italijanska, Dolomiti. Kako široko si takrat v tistih letih? Torej si prehajal v Jugoslavijo, si se družil z jugoslovanskimi alpinisti? Moram reči začetka, jaz sem začel plezati v Mangartu in sem veliko splezal v Mangartu, poj Jofard, pa tukaj okrog. Poj sva pa z njime začela, sva ogromno plezala v Dolomitah. Ogromno. Sva šla skoraj vsak teden v Dolomite plezati. Klasične smeri, vse tiste znane smeri. Poj sva se malo preselila v Zahodne Alpe, v Mont Blanc, pa tam okolico. In moram reči, da Slovenijo sem spoznal kasneje. Triglav, tukaj Travnik, pa Šite, pa vse to. In nisem plezal tukaj slovenskim alpinistom, sploh z Jankotom Humarjem, smo veliko plezali v Dolomitah. Tukaj pa bolj z Nives, pa z italijanskim prijateljem, ki sem jaz povabil plezati v Slovenijo. In sem odkril lepe stene, sploh severna stena Triglava, pa to sem bil že nekaj prej gor na Triglavu, hoditi, ne plezati. Mi se je zdelo, takrat zato problem mogoče nisem imel poznanje teh sten. V Sloveniji je bil zmeraj problem vodnike dobiti, pa... Ja, ni jih bilo, ja. Bilo zelo malo, ne. Ja, za tebe verjetno tu čez, ja. Ja. Mogoče tam se je bolj dobilo, vem, da je bila ena revija, zdaj se ne vem, ki je bila mesečna, nekaj takšnega. Alpinistični razgledi mogoče? Nekaj takšnega, zelo enostavno je bila sprintana. Ja. In tam so bile nove smeri. Tako. In tam sem nekaj odkril, kaj se pleza v teh smeri, ker res, jaz imam še en vodnik slovenske stene, samo tam so samo tiste 3-4 klasične smeri vsake steni. Ja, tako, ja, Mihelič, Zaman, ja, tako, ja, to je. In to je bilo vse. In tukaj je bilo pa ogromno, sploh kar se tiče Dolomitov, je bilo vsaka smer je bila upisana, zato je bilo zelo enostavno se odločiti, kaj plezati in kam. Ja, okolje te zaznamuje in ti daje možnosti takšne in drugačne. Ne? Ko si, na začetku smo omenili, tvoj v bistvu izvor domačija, že od nekdaj tu starši Slovenci, ampak meja, ki pač tudi loči, je pri tebi vplivala, da si bil italijanski državljan vedno. Ja. Si ponosen bil, kot si dobil januarja 2018 slovensko državljanstvo? Ja, je bil en tak dan, pravi, da sem malo bolj medved, da ne izkažem moje, samo moram reči, tisti dan je bil, sem bil okoljem ogromno prijateljev in še danes mi je zelo težko to povedati, ker je bilo za mene en cilj, kot prideš najn od 8000-ak. Ker jaz sem se zmeraj počutil Slovenc. Moji starši so odmeri, že od majhnega so mi pravili, da mi smo Slovenci,
da ne bi, ker z Italijanom smo imeli, niso bili lahki časi tiste leta. Ne s prijateljem tukaj s Fužin, ma tako okolje, mi smo bili zmeraj izlavi. Ma ne kot da bi rekel Slovenc, zlavje ni bila dobra beseda, ne. Kot da bi bilo nekaj niže. In ker ti izrasteš tako, jaz nisem imel zelo dobre odnose proti Italijanov, ne, tukaj. Ker niso lokalni Italijani največ po vojski tukaj, ne, ki jih je Mussolini. In je bilo zmeraj to sovraštvo proti Slovencom. Potem se je izboljšalo, nekaj let se rečemo 80-90 letih, tako se je veliko spremenilo vse to, sploh ker je Slovenija ratala samostojna. In ta zadnje čase, vem, da je politična stvar, samo to se je treba tudi povedati, v Italiji gremo zelo zelo na desno stran in se zmeraj objavijo te spomine proti Slovencem. Prej ni bilo tako, zdaj pa moram reči, da se spet nekaj spreminja. In to ni lepo. Ne? Mi smo imeli mejo zmeraj tukaj, ker se je odprla meja, to za nas je bilo novi svet, ne? Ker meni so aretirali graničari. Po gorah so me peljali do Jesenice, na policijo, pa je gor na mejo, to je bilo večkrat. Pa dobro, da še mi niso ustrelili. Ne? Ja. In ker se je to odprlo, nov svet. Ne? Vsi smo bili veseli, smo veseli. Zdaj pa vidiš, da se malo počas zapirajo spet vse te meje, nastanejo te sovraštva, ki so bile. Ne vem, svet ne gre na boljše, meni se zdi. Ampak v plezalnem okolju pa zadeve niso. Si čutil kdaj kakšne napetosti? Ne, to pa ne. Sploh tukaj, jaz sem spoznal slovenske alpiniste, ker tukaj so plezali, rečemo 90% so bili Slovenci v Mangartu. Sploh smeri, ta nove smeri, po Piusijom pa Gilbertijom, so vse slovenske smeri. Zato jaz sem imel stike samo slovenskim alpinistom. Ne. Kaj pa so plezalci, ko si začenjal, ali pa s to okolico tule, ni bilo verjetno nekih posebnih trenj za to, ker ne vem, bi bil ti Slovenec? Ne. Nobenkrat v mojem življenju se ni. Ja. To. Lepo je videti zdaj, ne, v teh bazah po spletu, ko piše 14x8000 Roman Bennett in je v bistvu zraven italijanske, tudi slovenska zastava. Ne? In prav je tako, da si viden in prav je, ne, da smo na nek način z Romanom naredili pogovor tudi za našo serijo Stebri slovenskega alpinizma. Poslušalke, poslušalci, zdaj veste, zakaj, ne? Ker v bistvu imam tule, oziroma ima me v gosteh edini Slovenec, ki je priplezal na 14, vseh 14 tisočakov. Ne? Tako, torej s tem na nek način zaključujemo današnji pogovor, današnjo zgodbo, današnjo epizodo. Hvala, Roman, ne, za to, da si z nami delil svoje zgodbe iz plezalne življenjske poti. Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci, vam pa seveda hvala za pozornost in kot je v navadi in kot je prav, srečno do naslednje epizode. Roman, hvala lepa. Hvala, Peter, pa hvala za priložnost. Ja, tako, pozdravljamo, ne, tako, srečno.